Tokrat v občinskem informatorju. Zimska sezona na Pohorju se je pričela brez Cojzarice. V Rušah odpirajo največje drsališče v regiji. V Hočah ohranjajo tradicijo velikega venca krajanov. Adventna nedelja na Muti. Zažarele so svetlice. Praznična pohorska tržnica v Pivoli. Dobrodelni koncert Koraki za korakce. Pri gradnji lahko pomaga Moj mojster. Lepo pozdravljeni. Minuli vikend se je pričela zimska oziroma smučarska sezona na Pohorju, a kljub pričakovanjem vlečnica na Cojzarici ni obratovala. Tako so se smučarji šalili, da so si s karto za smučanje kupili še karto za gratis fitness na prostem. Preznojeni, kot bi bili na fitnessu, so smučarji prišli na drugi dan prve letošnje smuke na Cojzarici, kajti vlečnica ni obratovala. Neuradno smo izvedeli, da so delavci Marproma morali ustaviti vlečnico, ker je eden od smučarjev preveč vijugal med vožnjo, zaradi česar se je snela nosilna jeklenica. Dominik Dukarič iz Marproma pa nam je po telefonu pojasnil, da bodo tistim smučarjem, ki so bili prikrajšani za smuko na omenjeni progi in so se v nedeljo do 12 oglasili na blagajni ter sporočili svoje podatke, omogočili vračilo denarja na njihov TRR ali pa jim izdali dobropis za nakup smučarskih vozovnic. Ne glede na zaplet pa sta Ruška in Areška obratovali nemoteno, kar je pritegnilo ljubitelje belih strmin. Ker je dovolj snega za smučati. Pa tak lepi nedeljski dan, edino škoda, da Cojzarca ne dela, tako da je mala ponudba prog, pa tudi ostalo, gostinska ponudba, Krkoče še vedno zaprte, nobenih stranišč, tako da to bi tudi lahko malo porihtali, drugače pa smuka pa super. Vreme je lepo, Gužva sicer nekaj malo je, ker je nekaj bilo narobe, nekaj ni delalo, ampak dobro, to me ne moti. V redu je, snega je dosti, pač proga je ena odprta, drugače pa v redu. Ne pomnim, da bi tako hitro bilo tukaj snega, pa taka je bila. In danes, ko je tako krasen dan, se vidi, da je ogromno ljudi tle, ogromno, in se smuča vse skupaj. Lepo, lepo, lepo. Če bo tako naprej, bo ta sezona enkratna. Ful je fajn smučati tu danes. Glede na obetavni začetek sezone je bilo pestro tudi na smučarskem servisu na Arehu, kjer so poskrbeli za brezhibno opremo za goste. Presenetljivo dosti ljudi se mi zdi sploh za ta datum, tako da očitno je to, da so to ljudje potrebujejo. Celo tujce imamo danes tukaj, tako da jim opremo je pripravljeno za izposojo, da bojo šli malo na teren. Glede na trenutno vremensko napoved je ta vikend pričakovati novo pošiljko snega. Rušani so premagali Mariborčane, poleti s pump trackom in sodobnim športnim parkom, pozimi pa z največjim drsališčem na območju Maribora z okolico. Približno 2 tedna ga intenzivno pripravljajo na otvoritev, ki bo ta vikend. Temelj, ograja in pomožna infrastruktura je praktično pripravljena. Največ časa so v zaključnih fazah morali posvetiti zagotavljanju dovolj debele in gladke ledene podlage. Mi smo uradno otvoritev predstavili na soboto 9., kjer bomo z zabavnim programom in vsem, kar spada zraven, nekako probali častno in dostojno otvoriti drsališče. Mislim pa, glede na to, kako tehnično zdaj zadeve izgledajo, da bomo že sred tedna gotovi in mi smo rekli, takoj, ko bomo gotovi, bomo tudi nekako začeli drsati in povabili vse drsalce, da se nam pridružijo in smo tudi nekako v namen promocije pa v neko opravičilo, recimo, da malo zamujamo, bomo ponudili vstop na drsališče brezplačno, se pravi od sredine tedna nekje pa do sobote. Po uradni otvoritvi bodo lahko uporabniki športnega parka koristili ugodnosti še ene novosti – kartice Šport Ruše. Za 5 evrov bo lahko Rušani pridobili si to kartico in z njo bojo potem deležni 10% popusta avtomatsko na vse storitve, ki jih mi ponujamo in pa 20% na neke redne sezonske, letne, polletne vstopnice, kjer se bo tudi, tisti finančni učinek največji in predvsem namen tega je, da promoviramo naše objekte, da promoviramo šport, da promoviramo rekreacijo. Za otroke do 6. leta starosti bo uporaba drsališča brezplačna. Za imetnike kartice bo drsanje dostopno že za 1 evro. Glede na načrte pa ga bodo lahko koristili vse od tega vikenda do konca februarja. Mi bomo tukaj ponudili športno-rekreativno-zabavni program, ki se bo v bistvu odvijal ves čas, ki bo tukaj od tega, da bomo probali z eno živo glasbo, disko drsanje, športnih dogodkov, bomo kakšne poligone naredili, tudi hokejaši se že kar intenzivno pogovarjamo, da bodo prišli igrati k nam. Tako da jaz mislim, da se bo ta december bo zelo pester, tudi kasneje, potem predvsem na športnih dnevih. Ob drsališču na prostem, ki meri 800 kvadratnih metrov, pa bodo zagotavljali tudi gostinsko ponudbo.
V nedeljo smo prižgali prvo svečo na adventnih vencih, s čimer se je pričelo odštevanje do Božiča. Advent za kristjane pomeni čas pričakovanja in priprav na praznik Jezusovega rojstva. Adventni venci pa krasijo cerkve, domove, ponekod tudi ulice ali trge. Krajanom skupnega so postavili člani krajevne skupnosti Reka Pohorje. Tradicionalni prižig prve od 4 sveč je dogodek, ki je spet povezoval krajane. Meni je več kot tradicija, ne? Meni je to vera. Mislim, gre za to, da se pripravljamo na Jezusov rojstni dan. To je v bistvu Božiča, ne? Da prižigamo luči, vere, ljubezni, upanja. Adventni čas je v Božiču. To je najlepši čas v letu, ne? Ko se zberemo skupaj, ko nekako celo leto hitimo, zdaj se pa malo umirimo. In potem pač se več srečujemo, več smo doma, vse skupaj teče bolj počasi in se malo tudi zamislimo o našem življenju. Adventni čas in venec simbolizirata človekovo hrepenenje po luči. Zagorela je prva, vse 4 sveče, s čimer tudi vsaka predbožična nedelja, pa imajo svoj pomen in svojo zgodbo. Kristus je luč, on je luč sveta. Na njegov prihod, na njegovo rojstvo nas adventni venci zadnja leta pripravljajo. Vsako nedeljo bomo prižigali eno svečo več. Podobno želimo, da bi tudi v tem času, ko bo fizično v naravi vedno več teme, v nas bilo vedno več luči. Ta po izročilu prinaša veselje, upanje in življenje. Že 8. leto zapored jo s skupnim vencem prinašajo tudi med sokrajane. Zdi se nam, da je december en tak poseben, čaroben mesec, v katerem je zelo pomembno, da se ljudje med sabo tudi malo družijo. In prav skozi stare običaje lahko to druženje tudi ohranjamo in nekako v kraju tudi damo eno čisto specifično noto. Čas, ne vem, ko pri ljudeh prikliče toplino, so več skupaj z družino, s prijatelji in prijeten čas. Čas pričakovanja in praznovanja. Decembrska praznovanja se bodo vrstila tudi pod sojem prazničnih luči. V številnih mestih in krajih so jih prižgali minuli konec tedna. Tako je bilo tudi na Muti, kjer so hkrati prižgali še prvo od 4 sveč na velikem adventnem vencu. S petjem, praznično okrasitvijo in prižigom prve adventne sveče ga pričakujejo tudi občani Mute. Super je, zdaj je pa že 3-4 leta, tako da je že kar prišlo tudi to noter že v kri po domače. Najmlajši so se sicer razveselili lučk, a s še mnogo večjim veseljem pričakujejo obiske dobrih mož. Miklavža ali Božička iz severnega pola. Da bodo lahko odštevali pod sojem luči in ob prižiganju adventnih sveč, so v lokalni skupnosti tudi letos pripravili program za vse generacije. Eno prijetno druženje, malo smo jim priskrbeli kuhanega vina, malo toplega čaja in to želimo, da se ljudje razumejo, da se imajo radi in da nam je vsem lepo. En lep dogodek se je že zdaj stkal v zadnjih letih, turistično društvo že tako kot ste dejali, 3. leto po vrsti pripravlja en res krasen adventni venc, ki ga postavi v središču Mute. Te dni je dan zelo kratek, noč je dolga, tema je dolga in luči so tiste, ki nam dajo novo upanje. In tako smo tudi simbolno se pridružili številnim krajem v Sloveniji tudi s tem. Naj bo december poln prijetnih doživetij. V mraku nas razvesele svetlice, je zapisala Ivanka Glazer. V Rušah, rojstnem kraju Janka Glazerja, pa so svetlice postale lokalna zgodba. Tako se imenujejo lampijončki, ki jih izdelujejo učenci osnovne šole Janka Glazerja. Zato v Rušah ne prižigajo zgolj prazničnih luči, ampak tam tradicionalno zažarijo svetlice. Delamo snežaka na kumpu K-Petri, korenče Otroci so zapeli njihovim svetlicam na pot, a še preden so zažarele, so žareli plameni ognjenega spektakla otvoritve decembrskega dogajanja. Res je odlično. Meni je zelo všeč, vsako leto pridemo z otroci, vsemi 3, pa nikoli ne zamudimo prižiga. Ker se vse sveti, pa s prijatelji se dobimo, tako da je enkratno. Res. Super. Zelo fajn so naredili, pa so nam lepo prikazali, zasvetile so svetlice.
Te razsvetljujejo osrednji park pred občino Ruše, pa tudi okolico kulturnega doma v Bistrici ob Dravi. Prižig svetlic pa napoveduje vesel decembrski program. Povabimo vsa društva, organizacije, posameznike, da se nam pridružijo in na ta način rata celoten program Veseli december, kot ga mi imenujemo. Veliko bo tudi športnega dogajanja, tudi športniki so se nam zelo priključili, kulturnih prireditev, dobrodelnih prireditev, nastopajo otroci, odrasli, v bistvu bo vsega, vsak bo si lahko našel nekaj zase. S tem, ker pač so slabe zime, nekako opažamo, da otroci nimajo prav nekega možnosti za rekreacijo pa zabavo in smo rekli, da damo narediti letos pač drsališče. Naredili smo resno drsališče, pač normalni hokej ring, tako da upam, da bo dosti obiska, mi se bomo potrudili, da bo dober program, pa da bo zabavno. Da bi tudi osnovnošolcem iz socialno šibkejših okolij omogočili čim več zabavno izobraževalnih doživetij, so v uvodnem decembrskem večeru predali donacijo osnovni šoli Janka Glazerja Ruše. Denar za otroke so zbirali v krajevnih skupnostih Bistrica ob Dravi, Bezena, Ruše in Smolnik. December je res drugačen od vseh ostalih mesecev v letu. Posebni program so pripravili tudi na Pohorski tržnici ob Botaničnem vrtu v Pivoli. Vsako soboto bodo siceršnji ponudbi dodajali praznične utrinke. Veseli december na Pohorski tržnici se je uradno pričel v soboto, ko je zadišalo po domačih dobrotah. To smo pripravili našim obiskovalcem na tržnici, da se okrepčajo, da jim bo toplo ne samo v roke, ampak tudi v srca. In tako bomo vsako soboto posebej se bodo naša turistična društva, ki jih imamo v občini, predstavili tukaj in tako svoje delo, kot tudi ta božični privdih in novoletni čas. Na stojnični ponudbi smo ob lokalno pridelanih dobrotah za praznično pokušino našli tudi ročno izdelana darila. Žlička za med jest, potem nožek za kakšne mazljive stvari, pa do ptiče krmilnice, valilnice, do raznih stolčkov in tako naprej. Pa da ne pozabimo na spominek občine Hoče Slivnica, ki sem ga tudi jaz izdelal. Ne, to je spominski pokec. Tukaj so pa prave poke tudi za na Pohorje. Mi pa ponujamo vse domače dobrote, od marmelad, meda, domače vložene stvari, potem tudi zelenjavo imamo, bučno olje, kekse, tako da to bi bilo naši asortimani. Skozi ves ta čas bo na voljo naša standardna ponudba, to so mesni izdelki, vložnine, sveža salata, kruh, drugače bo pa zdaj tudi praznične dobrote, kakšni domači keksi, sadni kruh, potičke, pa kakšne pletenice. Sezonsko zelenjavo. Kaj je vse? Krompir, korenje, zelar, redkvico, peteršilj, solata, zelje svežo. Domače moje. Obiskovalci Pohorske tržnice so bili s ponudbo zadovoljni. Radi pridemo tukaj, ker domači prodajajo, okoliški prebivalci oziroma pač pridelovalci, tako da nekako se mi zdi, da je fajn to vzpodbujati. Zato, ker je naravno, ker je iz domačega okolja, dejansko nima dolge poti, pa vidiš ljudi, ki to delajo in sigurno je bolj zdravo, pa bolj prijazno ljudem. Vsako soboto v decembru lahko sprehod, svež zrak in izbiro lokalnih izdelkov združite še s predprazničnim doživetjem. December je tudi čas dobrodelnosti. V združenju Koraki za korakce so tudi letos pripravili tradicionalni dobrodelni koncert. V mariborski dvorani Union so priredili čarobni glasbeni večer z vrhunsko violinistko Oksano Pečeni-Dolenc in njenimi glasbeniki, zbranimi v ansambel Oksana and La Banda. Koraki za korakce že leta povezujejo ljudi dobrega srca. Ljudi, ki vedo, da vsem korakcem ni dano brezskrbno otroštvo. Zato pridejo na koncert. Zato, ker je moj otrok rojen kot nedonošenček, zato, ker sem se vedno udeleževala teh korakov za korakce, zato, ker vem, kaj to pomeni za vse tiste, ki v bistvu so se koraki za korakce začeli ravno za te take nedonošenčke s tistim inkubatorjem in s takimi zadevami in mi je pa še neka taka gesta, da se mogoče pomaga. Zdaj se to malo razširilo na šole in na take zadeve, ampak okej, jaz sem pač taki tip. Pozdravljamo to, ne. Tega bi lahko bilo še več, ne, sam škoda, da morajo
take organizacije skrbeti za tisto, kar bi pravzaprav mogla država. Mislim, da je to zelo fajn, da bomo jih podprli, pa da nekaj dobrega naredim, razen tega se še veselim, ker bo nekaj lepega za poslušati in gledati. Otrokom in različnim skupinam oseb, ki potrebujejo pomoč, pomagajo že celo desetletje. Zato je bil ta večer tudi večer obujanja spominov na začetke in uspešne korake. Veš, kako smo začeli, pa si nismo upali, pa ko sva z gospod Kračunovo prvo leto, pa nam je ratalo, vse več nama ne bo več ratalo, ne? Ampak veš tisto, ne? Če nekaj hočeš, pa če samo ne govoriš, ampak tudi narediš, kot jaz rečem, mora ratati. Res, hudičevo sem ponosna na naših 10 let in še na naslednjih, ne, toliko in toliko let. Ko pogledam nazaj, kaj vse smo naredili, si sploh ne morem zamisliti. Na začetku, ko smo začeli s temi koraki, smo rekli, dobro, en pohod pač naredimo, ne, ampak zdaj pogledajte, že 10 smo jih imeli. Bolj pomagamo šolam, šolarjem z opremo gibalnice in pa vedno poleg tega tudi kakšnemu invalidnemu društvu oziroma zavodu. Tokrat so zbirali sredstva za varstveno-delovni center VDC Sonček. Poleti, ko sem jih obiskala, so se mi res zasmilili v tej hudi vročini in sem rekla, veste kaj, dragi moji, koncert bo vaš in bomo poskusili nekaj prispevati za klima naprave. Dodatna sredstva pa bodo koraki za korakce zbirali tudi na Božičkovem teku 23. decembra v središču Maribora, ko bo vsak tekač s svojo udeležbo prispeval 1 evro. Za konec še k pozitivni podjetniški zgodbi, morda koristni za vse, ki doma potrebujete gradbeno storitev, keramičarja, načrtujete menjavo oken ali se odločate o gradnji novega doma. Skupina arhitektov, gradbenikov, ekonomistov in računalniških strokovnjakov od leta 2013 razvija platformo Moj mojster, kjer investitorje povezujejo z gradbenimi in obrtniškimi podjetji. O pomembnosti pravilnih izbir pri gradnji je poizvedoval Matjaž Kitak. Je v bistvu umirala z kolegom Gregorjem, ki je trenutno ga ulovil prehlad, sva arhitekta po poklicu, po profesiji in sva v bistvu pri projektih, ki smo se jih lotevali, ugotovila, da je pač izvajalca težko najti, dobrega izvajalca. Marsikdo ima ta problem in sva na začetku mislila, da bo v bistvu naredila na eni strani bazo izvajalcev, na drugi strani bomo našla ljudi, vsi se bodo povezali in bomo srečni, naš poslovni model bo tekel kot namazan, ampak vsi smo ugotovili, da je cel kup ovir, recimo iskanje, identifikacija dobrih podjetij, potem filtriranje, kdo je res v redu, kdo ni. Na drugi strani je tudi potrebno pridobiti zaupanje uporabnikov. Na trgu je bilo do zdaj že 27 različnih poskusov nekih portalov, ki povezujejo povpraševanje in ponudbo, tako da ta sistem, ki imamo zdaj že v bistvu 5 let, ga pilimo, spreminjamo v tehničnem in poslovnem smislu, tako da v bistvu ta pot se je začela z nekim lastnim problemom, z nekim znanjem oziroma delovanjem v stroki. Potem so se v bistvu nekako preusmerila in prelevila iz arhitekta v neki miks znanj, ki ti pač omogoča, da en tak projekt recimo da spelješ do neke točke, ki je danes. In zakaj zdaj ta odločitev postati podjetnik, iti na svojo pot, zakaj ne raje iti nekam se zaposliti? Pri naju je bil en zelo očiten problem, 2008-2009, ko smo mi diplomirali, neke velike perspektive v arhitekturi ni bilo, vse bi se lahko našla verjetno neko službo, ampak mi sva želela vedno delati zase, ugotovila sva, da tudi prihodnosti mogoče v arhitekturi na taki način, kot smo mi sanjala, da bomo delala muzeje in mednarodne projekte. In ko smo pač se seznanjala z realnostjo situacije, smo rekli, da dajmo poskusiti narediti en lasten projekt. Začela smo že preden smo diplomirala, 1 leto preden smo zaključila z faksom, mogoče celo malo prej. In ta zadeva je potem nekako organsko prerasla v neko stvar, ki danes pač omogoča, da eksistiramo. In danes je ekipa zelo velika že, koliko vas šteje? Zdaj nas je vsega skupaj 14, malo smo tukaj, malo smo v Avstriji, malo na Hrvaškem, smo na 3 trgih. S tem, da seveda ta del v Sloveniji je najmočnejši, tukaj dejansko imamo največ prometa, imamo potem tudi vizijo širjenja po Evropi in nekako kopiranje tega modela ter povezovanja trgov gradbenih med seboj. Zdaj, če se dotaknemo tega dela tu v pisarni, kako poteka, kaj delate, katere profile imate zaposlene?
delamo vse od kuhanja kave do občasnega pospravljanja pisarne, bolj redko sicer, ampak ja, v bistvu pokrivamo vse segmente pri razvoju takega produkta, torej od, ne vem, samega konceptualizacije, neke arhitekture produkta, ne, potem do pač razvoja spletnih aplikacij, torej spletne strani, mobilne aplikacije, ki bere tudi veliko časa. Potem ukvarjamo se tudi z grafičnim oblikovanjem, dizajnom, ki pač potem vodi v implementacijo neke uporabniške izkušnje, kar je pač nujno zelo. Potem imamo eno delo, ki se ukvarja, kolegi se ukvarjajo posebej za skrb za izvajalce, za gradnjo nekega odnosa, zaupanja, tudi prodajo paketov. Na drugi strani se ukvarjamo z preverjanjem projektov, potem z neko osebno pomočjo uporabnikom, ko iščejo izvajalce. En poseben del naše ekipe se ukvarja z akvizicijo novih izvajalcev, torej identifikacijo, kdo je dober, kdo ni, pogovor z njim, osebni intervju, identifikacija tega, kaj tega izvajalca zanima, koliko ima mehanizacije, koliko ima delavcev, in vse to v bistvu združimo skupaj v eno informacijo o tem podjetju, ki je seveda skrita, in na ta način v bistvu omogočamo, da investitor, ki išče ali malarja za 5 kvadratov parketa ali pa gradnjo večmilijonskega projekta, vedno poparčkamo z izvajalci, ki bi jih ta projekt zanimal, ne. Tako da v bistvu pokrivamo oba dela, skrb za stranke, skrb za izvajalce in na drugi strani potem tudi razvoj produkta. En del naše ekipe se ukvarja tudi z marketingom, torej ustvarjanjem kakovostnih strokovnih vsebin, ki jih imamo na spletu in ljudem omogočajo, pomagajo, da ocenijo svojo investicijo, jih vodijo po korakih od ideje do realizacije. Skratka, želimo na gradbenem trgu ustvariti neko transparenco. In kakšna je prihodnost, kam stremite, kam ste se usmerili, kje se vidite čez nekaj let? Prihodnost je za nas vedno optimistična, čeprav smo taki optimistični realisti. Kaj smo sedaj ugotovili je, da del se da prekopirati in razširiti na druge trge. Sedaj smo precej uspešni na Hrvaškem, prav tako se zadeva dviga v Avstriji, rastemo za 30% na mesec. Naša ideja pa je povezati države Balkana, Južne Evrope z DACH regijo, torej za Nemčijo. Vsi nekako gravitiramo proti severu, po drugi strani pa tudi iz severa prihaja velika potreba po kakovostnih podjetjih in naša želja je vzpostaviti most v tej transverzali sever-jug. In zaenkrat smo to začeli z Avstrijo, Slovenijo pa Hrvaško. Hvala lepa, želimo še vam veliko dobrih priložnosti. Hvala enako. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta torek je 5. december, ko otroci pričakujejo obisk prvega od 3 decembrskih dobrih mož. Miklavž se bo med drugim ustavil tudi v Mitnici na Muti, kjer s programom pričnejo ob 18. Ta torek ob 19. bo v programu Čarobnega decembra na Trgu Leona Štuklja na vrsti koncert Andreja Šifrerja, ob 21. pa zasedba Bob Rock. V sredo 6. pa ob 19. Čudežna polja, od 20. in 45 naprej pa prenos Lige prvakov oziroma tekme Maribor-Sevilja. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje!